Lokalne volitve 2018. Kristina Furna, vas vse lepo pozdravljam na valovih Radia Robin. Do 18. novembra, ko bomo odšli na volišča in obkrožili, koga želimo za župane in občinske svetnike v prihodnjih 4 letih, nas ločita še manj kot 2 tedna. Da bi vam, spoštovani poslušalci in drage poslušalke oziroma volivci in volivke, olajšali vašo odločitev oziroma da bi bolje spoznali kandidate, njihove načrte, vizije, rešitve, bomo na Radio Robin v tem in prihodnjem tednu med 11. in 12. uro pripravili niz soočenj po 9 občinah severne Primorske. Danes pa smo kot prve povabili v naš studio kandidate za župana občine Šempeter-Vrtojba. Za to mesto se potegujejo 4 in veseli me, da so se 3 tudi odzvali našemu povabilu in so sedaj z nami. Pa jih spoznajmo, enakomerno nekako porazdeljeni med krajema, 2 z bivališčem v Vrtojbi, 2 v Šempetru, 2 strankarska, 2 neodvisna s podporo liste. Skratka, navajam jih po zaporedju, kot je določil žreb, in jih boste našli tudi v volilnem imeniku. Lepo pozdravljeni, Dušan Bremec, neodvisni kandidat s podporo liste Priložnost za prihodnost. Dobrodošli. Hvala za povabilo, lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem. Naslednji, Darjo Šaver, Dobra država, ki je danes odpovedal svoj prihod v studio in se soočenja ni mogel udeležiti, je pa zato z nami magister Milan Turk, neodvisni kandidat s podporo liste Milana Turka. Lep pozdrav in dober dan tudi vam. Dober dan vsem poslušalcem. In našemu povabilu se je odzval tudi gospod Jože Rupar, kandidat socialnih demokratov s podporo Desusa, stranke Alenke Bratušek, SMC in GAZ, gospodarsko aktivne Slovenije. Lepo pozdravljeni. Dober dan in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem Radia Robin in predvsem občankam in občanom občine Šempeter-Vrtojba. No, nekateri se v naš studio vračate, drugi ste tu prvič, ene vas poslušalci bolje poznajo kot druge, ki se podajate v boj za županski stolček prvič oziroma drugič. Vsi 3 pa imate sedaj na voljo pol minute, da se predstavite, vaše hobije, družino, delovne izkušnje, poklicno pot, skratka, kdo ste vi osebno, ne vaš volilni program. O tem bomo govorili kasneje in najprej dajemo besedo gospodu Bremcu, ki za župana kandidirate drugič, sicer pa ste z občino povezani od njenega nastanka. Kaj naj bi, gospod Bremec, volivci vedeli o vas? Najlepša hvala za vprašanje. No, sem Dušan Bremec, stanujem v Vrtojbi na naslovu Laze 50, torej točno na meji med Šempetro in Vrtojbo. Sem oče ene hčerke, Nastje Bremec, uspešne plesalke, mednarodno uveljavljene. Ponosen sem tudi na celo družino, to je žena in pa moj zet, ki vedno stojimo ob strani in si pomagamo. V Vrtojbo sem prišel pred 30 letmi, ko sem bil član stanovanjske zadruge, ko smo načrtovali izgradnjo 100 Kar dokončajte stavek. 140 novih hiš. Hočem povedati, da sem aktiven že od rane mladosti. Želim akcijo. Hvala lepa. Torej 30 sekund se je izteklo. Naslednjih 30 pa gre gospodu Turku, 3 mandate svetnik, zadnjih 8 let župan. Tokrat se še v peto spuščate v župansko kandidaturo. Če se morda o vas še ne vemo, oziroma kaj nam lahko poveste novega od zadnjič? No, lep pozdrav vsem še enkrat. Res je, da se vse spreminja, tako se tudi z mano kaj malega spremeni, ampak človek se tega niti ne zaveda. Sicer sem pa res že 8 let župan občine Šempeter-Vrtojba, prej sem bil podjetnik, doma sem v Šempetru, poročen, oče 2, torej dijaka in dijakinje. Prostega časa pač to delo prav veliko ne dopušča, ampak takrat, ko ga imam, pa rad pogledam, kaj se dogaja v mestih, ki so v naši bližini, predvsem po srednji Evropi. Vzdržujem tudi stike s sosedi, tako Slovenci kot Italijani v sosednji Italiji, in to me veseli. Hvala lepa za vašo predstavitev. Pa spoznajmo na kratko še gospoda Jožeta Ruparja, ki se prvič potegujete za županovanje, ste pa zadnji mandat sedeli v svetniški klopi. Kdo ste, odkot prihajate, kako bi se opisali? Res je, sem Jože Rupar,
In v občino Šempeter Vrtojba me je pred več kot polovici svojega življenja prinesla ljubezen mojega življenja, tako da tu ustvarjam in živim že več kot pol svojega obdobja. Sem ponosen oče 2 otrok, družinski človek. Imam skoraj 20-letne izkušnje iz gospodarstva, bančništva in vodenja in zadnjih 8 let sem pa tudi aktivno vpet v delovanje lokalne politike. Hvala lepa vsem trem, tako let je nekako prebit. Preden preidemo na bolj vsebinska, ključna vprašanja za Šempetrce in Vrtojbance, bomo preizkusili še vaše poznavanje občine z nekaterih drugih zornih kotov, recimo temu. Skratka, v škatlo smo dali listke z vprašanji, ki boste sami izbrali in skušali na nje odgovoriti. Mislim, da niso tako hudo zahtevna, sicer bom tudi malce prišepnila, tokrat si bom še dovolila. Pa začnimo tokrat torej z drugim kandidatom, oziroma pod zaporedno številko 3. Gospod Turk, izvolite. Kar preberite na glas, pa ne bomo šteli časa tokrat. Mislim, da bo trajalo manj kot 30 sekund. Sosednjo občino Miren Kostanjevica si delite Vrtojbansko-Bilenjske griče, ki z več kot 200 hektarji veljajo za največji zaokrožen vinogradniški kompleks v Sloveniji. Na njih doseže Vrtojba svojo najvišjo nadmorsko višino. Količno? Več kot 50... 3 možnosti smo vam dali za pomoč. Več kot 50 metrov, več kot 80 metrov, več kot 85 metrov. Ja, zdaj to na 5 metrov natančno ne bi bil prav gotov. Podatek je pobran z spletne strani občine in z Wikipedije, tako da gotovo je več kot 50 metrov, kar ima tudi Vrtojba v nižini, več kot 60, oziroma nek tam okoli 60 metrov. Se upate še bolj približati? Rečem več kot 85. No, zdaj ste pa pokvarili. No, pa je pa med 80 in 85. Odlično, tako. Natančen odgovor je 83 metrov. Seveda je hrib Marku Šempetru precej višji. Ja, 224 metrov. Tako, no, to je pa šlo brez težav. Gremo naprej, gospod Rupar, izvolite izžrebati vaše vprašanje. Začenja se Martinov teden. Tudi v Šempetru od leta 2013 raste potomka najstarejše žlahtne vinske trte na svetu. Ali veš, katere sorte je grozdje na njej, ki so ga konec septembra 5. obrali? Ste bili tudi sami kdaj morda na tej trgatvi prisotni? Sam žal na tej trgatvi nisem bil prisoten, sem si pa ogledal to trto na Lentu v Mariboru. In, katero grozdje raste na njej? Ja, vsekakor je to... Pravzaprav ima 2 imeni, tako da bomo sprejeli mislim, obe. Da je modra frankinja. Modra... Na K, recimo, se začne, pa tudi nekaj v zvezi s tako mehko tkanino je povezano njeno ime. Ja, ta bo pa težka, res je. Žamet. Žametna. Žametov. Črnina, ni, je. Recimo, ne, priznamo tako, ja, kar blizu ste bili. Ni bela sorta grozdja, ne, to pa vsekakor ne. Imenuje se pa modra kavčina ali žametovka. Tako, no, vidim, da še župan, ki je obiral, ni bil čisto siguran. Skratka, ja, to je štajersko grozdje. Tako, ampak očitno uspeva tudi na Primorskem, ne. No, potem to predajo Društvu ljubiteljev potomk, najstarejših trt, vse skupaj, ki rastejo na Vipavskem in združijo torej v eno vino. Skratka, toliko v pričakovanju Martinovega, pa gospod Bremec, izvolite še vi. Raste pa pred biotehniško šolo, ne, mimo grede ta trta. Bo šlo kar na glas, ja, da slišimo? Športno vprašanje. Šempeter je nogometna velesila, saj je v njem doma najverjetneje največ slovenskih reprezentantov na število prebivalcev. Jih poznaš. No, Tim Matavž je vsekakor ko se je ogromno tudi o njemu govorilo, smo ponosni na njega. Mu želimo tudi hitro okrevanje, ker je trenutno spremlja bolj prek TV. No, potem imamo, zdaj mi je šel z jezika, njegov sosed, ne, recimo njegov sosed, že upokojen. Po Šempetru aktiven. Tako, Birsa, ja. Walter Birsa tudi na občini smo... Lepo, da si pomagate proti kandidati tudi med sabo. Birsa Walter je tudi bil kot velik sprejem, smo organizirali takrat na nogometnem svetovnem, tako da ja, tukaj smo bili ponosni občina na te... In morda še najmlajši, prav tako iz Šempetra?
Zajc. Tudi oče. Jaz odkrito priznam, da nogomet spremljam, bi rekel, bolj ga spremljam, ampak ne tako aktivno, ponosen sem na vse, ne samo na nogometaše, tudi na ostale umetnike, ki jih imamo neverjetno veliko. Tako, torej Miha Zajc, Walter Birsa in Tim Matavž. Toliko torej za ogrevanje. Nadaljujemo seveda soočenje čisto zares in bolj poglobljeno po naslednji skladbi na valovih Radia Robin. Na Radio Robin spremljate v živo prvo predvolilno soočenje županskih kandidatov 2018. Danes gostimo 3 potencialne župane najmanjše občine v regiji, občine Šempeter-Vrtojba v novem 6. mandatu. Bo to mesto obdržal Milan Turk ali mu ga bodo speljali Dušan Bremec, Jože Rupar ali Darjo Šaver? V uvodnem krogu ste, gospodje, že pustili prvi vtis, sedaj pa k konkretnim vprašanjem, na katera bo imel vsak kandidat minuto časa za odgovor in 30 sekund za bitno repliko. Opozarjam, da so replike namenjene vašemu odgovoru le v primerih, ko ste bili osebno izzvani. Torej, v Vrtojbi sta v zadnjih letih največ pozornosti pritegnili 2 stavbi. Ena je kompleks nesojenega socialnega centra, ki ni v občinski lasti in ga slaba banka prodaja za slabih 5 milijonov evrov. Druga pa je od letos v lasti občine, a še vedno prazna. To je nekdanja trgovina za kloniščem ob cerkvi. Dolgo so se kresala mnenja, kupiti, ne kupiti, je cena ustrezna, previsoka, se zadolžiti ali ne. Na koncu je občina nepremičnino kupila od Mercatorja. Kaj sedaj z njo? Slišali smo že predloge od etnološkega muzeja, ponovno trgovine do prostorov za društva. V igri je tudi vselitev šole Montessori. Skratka, kam se vi, spoštovani kandidati, nagibate? Katera vsebina se vam zdi najprimernejša in jo boste umestili v to stavbo, koliko je ob tem tudi po vašem smiselno še vložiti v obnovo oziroma adaptacijo prostorov in kako hitro? Kandidat SD s podporo kar 4 strank oziroma list, gospod Jože Rupar, minuta je vaša. Hvala. Moram priznati, da kot socialni demokrati si že vseh 6 let smo si prizadevali, da bi občina odkupila stavbo, prazno stavbo nekdanjega Mercatorja v centru Vrtojbe. Menimo namreč, da je sama stavba na, bom rekel, pomembni lokaciji v samem centru Vrtojbe in tudi že v preteklosti smo ji namenili določene vsebine. To so bile, bom rekel, od takrat, ko se je zaprla stavba, možnost Fame, bom rekel, podjetja Fama, katera bi bila pripravljena najeti prostor. Gledamo naprej, ne? Gledamo naprej. V tem trenutku smo mi, ko smo tudi v zadnjem mandatu, bom rekel, aktivno pristopili k odkupu te trgovine, podali tudi svoj predlog, da bi se v tem prostoru zagotovil dnevni center za starejše občane. To je kot, bom rekel, po zgledu hiše dobre volje, ki jih poznamo v Mirnu. Potem takem bi lahko v popoldanskem in črnem času ta prostor tudi uporabljala razna društva, kot so društvo žena, ki potrebuje prostor za svoje delovanje. Tako da mi smo predvideli, bom rekel, ta prostor tem vsebinam, čeprav vemo, da je tudi v Vrtojbi kompleks, kateri je pa dolgoročno namenjen reševanju teh vprašanj. Hvala gospodu Ruparju. Besedo ima Dušan Bremec, neodvisni kandidat s podporo liste Priložnost za prihodnost. Moje kategorično mnenje je, da je sramota, da socialni center Vrtojba 8 let propada. Govorimo o trgovini, nekdanji trgovini, tako se osredotočimo. Trgovina je po mojem mnenju prav, da je bila odkupljena. Žal niso bile konkretne vsebine predlagane, tako da tukaj se je hodilo po temi dosti časa. Kaj torej predlagate vi? Jaz predlagam za naprej konkretno, da se bivša trgovina nameni za trgovino in v delu za odkup zelenjave, ki raste na Vrtojbsko-Šempeterskem polju, kajti v programu imam tudi ustanovitev zadruge, ki bomo kmetom, pridelovalcem zelenjave povrtin tudi to omogočili. In vidite torej priložnost na tem mestu. Točno tako. Hvala lepa. Gospod Milan Turk. No, mogoče samo o vprašanju ena beseda. Občina Šempeter-Vrtojba ni najmanjša po številu prebivalcev. V naši regiji spada celo med večje. Po površini ste pa na 204. mestu, ne? To pa drži v Sloveniji med najmanjšimi. Ja. Torej, stavbo Mercatorja je občina odkupila, oziroma nekdanjo trgovino. Trgovina ni želela nobena biti, tudi podjetje Fama ni želelo vzeti prostora v najem, to je netočna informacija.
Sicer pa se nagibam k temu, da bi se dejansko prostor oddal v zasebni šoli Montessori, vkolikor bojo za to zainteresirani, ker zadeve niso še tako daleč, da bi lahko o tem dejansko govorili, še preverjajo, ali je sploh možno to urediti. Če pa to ne bi šlo, je možno tudi iskati druge vsebine, tako za etnološki muzej, kot tudi za kakšen dnevni center. Prostori za društva pa so že v zadružnem domu in tudi na balinišču, kjer se trenutno ureja nadstrešek. Hvala lepa vsem trem. Mislim, da replik ni, nihče ni bil neposredno izvan, tako da si bomo privoščili kratek glasbeni premor. Vprašanj imamo še veliko, naslednji dve pa bosta prišli prav z terena, če tako rečemo, od vaših soobčank oziroma sokrajanke. I do it so low. Na Radio Robin tečemo že naslednji krog predvolilnega soočenja, še pred prvim krogom lokalnih volitev, kajti v studiu gostimo županske kandidate občine Šempeter-Vrtojba. Zdelo se nam je prav, da damo besedo tudi občanom, zato naslednje vprašanje prihaja prav iz njihovih vrst, pa mu vsi skupaj prisluhnimo. Lep pozdrav, sem skupaj, Nevenka Vovk-Rožič, direktorica Severno-Primorske gospodarske zbornice. Kot občanka in tudi v svojstvu mojega direktorovanja bi me zanimalo vprašanje za vse kandidate o tem, kakšna je vaša vizija razvoja na območju mednarodnega mejnega prehoda v Vrtojbi. Kot vemo, je najmanj 20 let že preteklo takrat, ko so se pojavile neke ambicije in želje po logističnem centru in do danes v bistvu še ni bilo narejeno skoraj ničesar. Prvo želimo slišati odgovor Dušana Bremca, neodvisnega kandidata s podporo volivcev in liste Priložnost za prihodnost. Izvolite. Najprej bi rekel, da je čas za spremembe do odnosov do tega območja. Zato tudi kandidiram. Poglejte, logistični center Vrtojba leži na geostrateški legi. Območje MMP Vrtojba je izgubljena priložnost do sedaj. Jaz obljubljam, da bomo to območje razvili v sodoben logistični center kot zaledje severno-jadranskih pristanišč. Nedopustno je, da to območje sameva, da je neurejeno, da ni skupnega upravljalca. Sam sem aktiven tudi v konzorciju Golog, to je goriška logistika, ker prostovoljno sodelujem z nosilci razvoja logistike kot svetovalec in sodelujem prav v vseh aktivnostih. Želim si, da to območje zaživi, želim si, da tam odpremo nova delovna mesta in razvijamo gospodarstvo v občini. Ko se vprašamo, zakaj se nič tam ne zgodi, se tudi jaz sprašujem, zato tudi kandidiram. Logistični center Vrtojba je nenazadnje uvrščen v načrt razvojnih programov oziroma regijski razvojni program in občina Šempeter-Vrtojba je tam opredeljena kot nosilka tega projekta. Hvala lepa za vaš odgovor. Slišali ste Dušana Bremca. Naslednji pogled pa prihaja iz ust oziroma skozi oči magistra Milana Turka, neodvisnega kandidata, ki ima tudi svojo listo. No, nekdani mejni prehod Vrtojba ali poslovna cona ob hitri cesti v Vrtojbi, kot ga po novem imenujemo, ima velike možnosti razvoja, ki se je že začel. Z centrom Lesnine smo to že nakazali, v kateri smeri naj bi to šlo. Se pravi, za ta prostor je primerna trgovinska dejavnost, pa tudi dopušča možnost tudi nekih zabavišč ali česarkoli podobnega. Tudi kakšna proizvodna, skladiščna dejavnost je dopustna, ampak interesa gospodarstva na tem območju ni, pretežno zaradi tega, ker so zemljišča že prodana, so v zasebni lasti in so predraga za to dejavnost. Prostor za logiste je v poslovni coni Lavžnik, imamo možnost tudi razviti propadajočo cono ABK-ja, možnost je tudi v poslovni coni Brežina v spodnji Vrtojbi, tako da logisti so pri nas dobrodošli. Občina bo pa na mejnem prehodu, nekdanjem mejnem prehodu Vrtojba še vedno upravljala javno parkirišče, tega pa ne mislimo nikomor oddati. Hvala lepa tudi gospodu Turku in tretji, tokrat odgovarja Jože Rupar, skupni kandidat, torej v prvi vrsti je seveda iz vrste SD.
Ja, hvala. Tudi sam se strinjam z kandidatom Dušanom Bremcem, da je območje vrtojbanskega mejnega prehoda strateška pozicija in da bi jo morali znati bolje uporabiti. Sam sem v svojem programu veliko pozornost namenil tudi spodbujanju neposrednih investicij in aktivaciji poslovnih con. Ureditev logističnega centra na mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba je definitivno eden izmed prioritet in tule lahko samo povem, da smo sicer priča v zadnjih letih seljenja logističnih logistov na druga območja in tudi lahko povem, da v Ajdovščini na primer imajo v tem trenutku že večje povpraševanje po prostih kapacitetah oziroma po kapacitetah, kot jim lahko ponudijo. Zato jaz vidim tule tudi možnost vključiti razne akterje, kot so na primer gospodarske zbornice, ki bi lažje in bolje znala komunicirati in med raznimi interesenti. Ne nazadnje pa potrebno pritegniti na to območje tudi globalnega igralca, katerega vemo pa, da ima potem tudi multiplikativni učinek na razvoj manjših podjetij in gospodarstvenikov iz naše občine. Tako da sam se zavzemam za nadaljnjo ureditev tega območja. Hvala lepa, torej trije kandidati. Na kaj pa? Saj nisem te nekje rumenil. A ne, okej. Tako, ne, če niste bili osebno izvani, torej odpiramo po glasbi novo temo. Trije kandidati, trije različni pogledi. Verjamem, da bo priložnost še skozi leta se kar nekako vleče, ne, ta tema, torej logističnega centra oziroma karkoli bi vi tam uredili. Po glasbi pa se lotimo tudi s gospodarstvom, ne nazadnje povezane tematike, ampak bolj se bomo sredotočili na stanovanja v občini Šempeter Vrtojba, več čez nekaj trenutkov. Na Radio Robin vam dajemo možnost, spoštovani in spoštovane, da bolje spoznate, koga boste v nedeljo 18. novembra obkrožili. Vam, dragi kandidati, za župane na Severnem Primorskem, pa prav tako priložnost, da se predstavite bolje vašim volivkam in volivcem in tako vas bodo bolje spoznali tudi skozi naslednje odgovore. Vprašanje pa zastavlja direktorica Severno-Primorske gospodarske zbornice, sicer vaša občanka iz Šempetra, magistra Nevenka Vovk-Rožič. Še eno zanimivo vprašanje ima za vas, na katero želimo slišati vaše odgovore v minuti časa, glasi pa se tako. Že veliko je bilo povedanega na temo, da gospodarstvu kronično primanjkuje ustreznih kadrov in v tej povezavi je ena izmed možnosti, da delodajalci pridobijo ustrezne kadre, tudi da zaposlujejo tujce. Vprašanje, ki ga namenjam kandidatom za župane, pa je, ali razmišljate o nekaterih ukrepih, s katerimi bi lahko spodbudili trg najemniških stanovanj v občini. Kaj torej nameravate v tretjem mandatu, če boste ponovno izvoljeni na to temo, gospod Milan Turk? Ja, razmere na trgu dela se hitro spreminjajo, smo priča pač porastu potreb. Torej, ukrepi na področju najemniških stanovanj oziroma spodbud občina jih praktično nima nobene možnosti, pa tudi če bi jih imeli, bi bili ti učinki zelo majhni. Nam se v naslednjih letih obeta zelo veliko dodatno zaposlovanje. Naš največji zaposlovalec planira 600 delovnih mest v 5 letih. Občina Šempeter Vrtojba ima že danes 2-krat toliko delovnih mest, koliko imamo delovno aktivnega prebivalstva, zato je potrebno iskati rešitve v gradnji večstanovanjskih objektov. To tudi nameravamo narediti. Poiskali bomo zasebne investitorje, prav tako se bomo obrnili na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, občina pa bo skrbela za ustrezno infrastrukturo. Migraciji se pa še vedno ne bo mogoče izogniti, ker tak razkorak med številom delovnih mest in prebivalstvom bo pač nekje ostal. Hvala lepa gospodu Turku, ki vidite vi rešitev, gospod Jože Rupar.
Ja, zavedam se, da se gospodarstvo sooča z navedenimi težavami in da primanjkuje v tem trenutku tudi delovne sile, ampak verjamem, da tudi gospodarstvo ne pričakuje, da bo občina tista, katera bo zagotovila neka stanovanja oziroma nastanitvene kapacitete. Jaz sam vidim vlogo občine tule, da občina na nekakšen ustrezen način informira, ozavešča oziroma tudi nekako stimulira in pospeši oddajo prostih kapacitet. Verjamem, da je tudi kar nekaj takšnih kapacitet lahko v naši občini, ampak bom rekel, nadaljna naloga pa občine pa je seveda v tem, da lahko nekako pomaga pri vključevanju, bom rekel, delavcev, s katerimi bi reševali te probleme, se pravi z integracijo. Nenazadnje je tudi naloga občine, da za naprej poskrbi z ustreznimi kadrovskimi štipendijami, z sodelovanji z univerzami, z, bom rekel, tehnološkim parkom, da premešča problem deficitarnih poklicev in, bom rekel, pa tudi imamo možnosti, kot so vključevanje v regijske štipendijske sheme. Hvala lepa, gospod Jože Rupar, kandidat SD s podporo še 4 strank, kje pa vi vidite ustrezne ukrepe, gospod Dušan Bremec, s katerimi bi lahko spodbudili trg najemniških stanovanj, torej v šempetrsko-vrtojbanski občini? Čas je za spremembe v miselnosti, ki se sedaj dogaja. Poglejte, mi imamo v občini kar nekaj površin za gradnjo, ki so neizkoriščene, ki so prazne. Konkretno moj ukrep je ustanovitev sklada. Poudaril bi pa to, vse uspešne zgodbe so zgodbe širšega okolja. Torej, na Goriškem celotnem primanjkuje delovne sile. V naši občini imamo srečo, da imamo nezazidane stanovanjske površine, ker bi občina tudi z oprostitvijo komunalnega prispevka omogočila gradnjo kadrovskih stanovanj v simbiozi oziroma v tesnem sodelovanju s podjetji. Območje PTP na mejnem prehodu Vrtojba, kjer je vsa infrastruktura ob hitri cesti, to pomeni vsa kabelska kanalizacija na najvišjem nivoju, tam bi lahko spodbudili gradnjo oziroma vzpostavitev visokotehnoloških podjetij, ker se rabi visokotehnološki kader. In prav za tak kader z visoko dodano vrednostjo moramo nameniti nova stanovanja. Tako jih bomo privabili, ker naša občina je zelo v lepi legi. Kar se tiče samo podjetij, seveda podjetja treba vzpodbujati z akcijo. Hvala lepa, torej tudi za vaš odgovor. Slišali ste Dušana Bremca in še enkrat bomo zavrteli ta krog. Ostaja nam še eno vprašanje. No, če smo tako se sedaj gibali po celotni občini Šempeter-Vrtojba, lahko namignem, da bomo zaključili v Šempetru. Kaj natanko nas bo zanimalo, pa slišite po naslednji skladbi, ko se vrnemo k volilnemu soočenju na valovih Radia Robin. I will leave the light on, 'cause I will leave the light on. Še nekaj minut časa nam je na Radiu Robin ostalo za soočenje 3 županskih kandidatov v občini Šempeter-Vrtojba. In če smo v začetnem delu govorili o novih vsebinah v objektu v Vrtojbi, kjer sicer že imajo dvorano v mladinskem centru, pa Šempetrce in Šempetrke gotovo zanima, kdaj bodo oni prišli na svoj račun glede kulturne dvorane. Spomnim se, ko je tam nastopil komik Tadej Toš in se je pošalil prav na račun te dotrajnosti oziroma zastarelosti prostora in opreme, je s tem požel med občinstvom smeh, a tema je še kako resna in o njej govorimo praktično od prvih volitev, vendar dvorana, nekdanji kino, ostaja enako oziroma 20 let starejša kot ob nastanku občine. Idejnih rešitev, načrtov in predstavitev smo v tem času videli že kar nekaj. Sedaj pa vprašanje za vas, spoštovani kandidati, kako boste vi poskrbeli, da bo mesto Šempeter dobilo sodobno večnamensko dvorano, ki mu nekako pritiče, ki boste iskali vire financiranja, se boste lotili obnove sedanjih prostorov, morda novogradnje na kakšni drugi lokaciji, fazne gradnje, boste sledili oziroma se nekako naslonili na te že izdelane rešitve, kaj naj bi po vašem projekt zajemal, skratka, kaj lahko pričakujejo v Šempetru in predvsem kdaj, pa bodite, prosim, realni.
Minuta je vaša, gospod Jože Rupar, kandidat SD s podporo stranke Alenke Bratušek, Desusa, SMC in GAS. Kot ste že sama povedala, je dejstvo, da je kulturna dvorana v Šempetru dotrajana, zastarela in da si potrebuje temeljite adaptacije, obnove. Sam v svojem programu namenjam tej temi tudi veliko pozornost, zato sem tudi vključil v program obnovitev le-te, ampak v obnovitev v smislu v večnamensko dvorano, katera bi bila namenjena ne samo kot kulturna dvorana, ampak namenjena širšemu spektru, ne nazadnje imamo tudi, možnost, lahko vnaprej kinodvorane oziroma drugih prostorov namenjenih tudi, občanom, društvom. Sam vidim, možnost preko različnih programov oziroma preko nepovratnih sredstev, katere je potrebno bolje črpati v naslednjem mandatu v naši občini in tudi pridobiti sredstva za obnovo takšne dvorane. Dvorana je definitivno možnost obnoviti v naslednjem mandatu, v naslednjih 4 letih. Potrebno je pa pričeti aktivno in takoj reševati ta problem. Hvala lepa, to je bil torej gospod Jože Rupar. Gospod Dušan Bremec, kaj vi obljubite oziroma kaj nameravate, če boste vodili občino naslednja 4 leta? Čas je za spremembe tudi na tem področju. Poglejte, družbene dejavnosti, to so pomembne. Kulturna dvorana, ki je sramota, ki stoji v takem stanju, da je vsakega lahko sram. Ta idejni načrt je že bil narisan v letu 2010. Tam je predvidena sodobna večnamenska kulturna dvorana z mestno galerijo. Kajti Šempeter je mesto v Vipavski dolini in rabi tudi galerijo. Veri so Evropska prestolnica kultura EPK GO 2025. Lete, tukaj se naša občina sploh ne vključuje in bi se morala, in tukaj so veri. Potem nadaljne konkretni veri Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje. Nič se ni naredilo v teh letih, kar obstaja. Potem so pa še drugi razpisi. Torej, manjka akcija in to akcijo praktično pogrešam na vseh področjih. Kot župan bom aktivno pristopil k temu, da smo del tega prostora, del Goriške, del širše zgodbe, kot sem že prej povedal. Torej, rabimo sodobno večnamensko kulturno dvorano z mestno galerijo. Akcija. Hvala lepa tudi gospodu Bremcu. Gospod Milan Turk, minuta je vaša. Torej, prav gotovo se vsi strinjamo, da je kulturna dvorana potrebna prenove. Vprašanje pa je višina investicije oziroma denar. Sredstva ki so potrebna za to, so precej visoka in zaradi tega tudi do realizacije vsega tega doslej še ni prišlo. Dvorano bo težko zagotoviti večnamensko, v njej bo težko zagotoviti večnamenskost zaradi pač omejenega prostora in gabaritov in bo zato namenjena v glavnem kulturnim in podobnim prireditvam. Nemogoče je recimo imeti neke družabne zadeve. Dokumentacija je v pripravi, nažalost ni evropskih sredstev v tem mandatu oziroma v tej finančni perspektivi za te namene, niti državnih sredstev ni bilo. Evropska prestolnica kulture še ni odobrena, če bomo tudi sodelovali tudi pri tem. Pripravljen sem pa predlagati tudi, da se občina v naslednjem mandatu za prenovo te dvorane nekoliko zadolži. Nekaj ste si ostali še pisali, pa ker je res zadnji krog, čisto na kratko še zadnja beseda, morda če želite. Če lahko dodam, na temo Evropska prestolnica kulture se tudi nam zdi zelo pomembno, da bi izkoristili to možnost in se priključili, Novi Gorici. Nenazadnje smo tudi z ministrom za kulturo Dejanom Prešičkom se pogovarjali že v tej smeri in se tudi imeli prve razgovore, kako bi lahko vključili našo dvorano, večnamensko dvorano v ta projekt in tudi, izgradili sodobno dvorano, katero si Šempeter zasluži. Torej nekaj skupnih stičnih točk. Gospod Bremec, boste dobili še vsi besedo, če želite. Lejte, čas je za spremembe, kaj če reč. Oba moja sogovornika sedita v občinskem svetu in teh pobud nisem slišal. Akcija, to pomeni, da se gre v akcijo, pomeni, da je župan zastavo noša, da aktivira tudi na ministrstvih, je potrebna akcija. Če mi gledamo stvari, ki nam pred očmi propadajo, ni prav, to so težave ljudi in jaz obljubljam, ves moj program temelji iz ljudi za
za ljudi, od ljudi za ljudi. To pomeni interesi ljudi so interesi občine. Vsi javni funkcionarji moramo delati za interese ljudi. Ni dopustno, da nam objekti, ki so zelo pomembni za ljudi, propadajo. Ne samo ta, tudi ostali objekti v naši občini. Hvala lepa. Še sklepne besede gospoda Turka. No, Evropska prestolnica kulture je gotovo pomemben in pozitiven projekt, kateremu se pridružujemo, bomo sodelovali in že sodelujemo tudi z mestno občino Nova Gorica in vsemi ostalimi, ki nameravajo v tem sodelovati. Pobude smo na občinskem svetu že predstavili, tudi idejno zasnovo same dvorane, tako da to, da ni bilo nič narejeno, je težko reči. Ne moramo pa vse staviti samo na neke želje, ampak moramo realno pogledati, kje lahko sredstva dobimo. In najverjetneje brez zadolžitve, tako kot se zdaj kaže, pa ne glede na to, kdo bo minister in kakšne vlade bojo in kdo je vse prijatelj z njimi, ne bomo pač dobili in bo treba se nekaj zadolžiti. Hvala lepa. Mislim, da boste vsi trije tako ali drugače se odločali, če ne kot župani, verjetno kot svetniki, ker kandidirate tudi tako na ta mesta. Zagotovo se slišimo, če ne prej 18. tega meseca. Zaenkrat pa hvala vsem trem, da ste si vzeli čas za naše poslušalce, vaše volivce in volivke. Hvala lepa tudi Adriani Gašpari za tehnično izvedbo ter preostali ekipi, ki sodeluje pri izvedbi volilnih soočenj. Snemalcema tudi, kaj ti videoposnetek si boste lahko tudi ogledali kasneje na spletni strani Radia Robin. Če ste kaj zamudili, preslišali, lahko ponovno prisluhnite na stotki danes po 19. Zvočni posnetek pa najdete kmalu v našem zvočnem arhivu na robin.si. Kolegica Erika Koncut je že pripravljena, da bo jutri soočila vse 3 kandidate, oziroma bolje rečeno 2 kandidatka in 1 kandidatko za župana občine Kanal ob Soči. Kristina Furlan sem bila z vami, hvala, da ste bili tudi vi z nami in se slišimo prihodnjem soočenju, oziroma seveda spremljate še naprej program Radia Robin. Lokalne volitve 2018.